Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o madžarski ustaji. Po drugi svetovni vojni je bila Madžarska vključena kot satelitska država Sovjetske zveze. Ustanovljena je bila komunistična vlada. Politična opozicija je bila odstranjena. Za voditelja pa je bil imenovan Matajas Rakosi, močan podpornik Stalina. Leta 1953 ga je po Stalinovi smrti zamenjal Imre Nadži. Do leta 1955, zaradi njegovega neodvisnega odnosa, je Rakosi ponovno prevzel oblast z značilnim stalinističnim slogom vladanja, kot je uporaba tajne policije za brutalno zatiranje nasprotnikov, kar ga je naredilo zelo nepriljubljenega med Madžari. Prav tako pa so bili zelo nizki življenjski standardi. Junija 1956 je bil Rakosi v duhu destalinizacije prisiljen odstopiti kot generalni sekretar. Hruščova politika destalinizacije je Madžarom prav tako vlila občutek svobode za kritiko sovjetskega režima in začel se je izboljšan odnos z Zahodom. V Budimpešti so se začeli množični protesti študentov in delavcev, ki so vihrali madžarske zastave z izrezanim komunističnim grbom na sredini. Oktobra 1956 so ti protesti izbruhnili v oborožen spopad. Uporniki so bili v začetnih fazah revolucije uspešni proti sovjetskim enotam. Podrli so Stalinov kip in izpustili politične zapornike. Andreas Hegedus je bil prisiljen k odstopu. Priljubljeni Imre Nadži pa je postal predsednik vlade. Boji so se 28. oktobra ustavili, saj so Madžari verjeli, da so se sovjetske enote popolnoma umaknile. Nova madžarska vlada je pod vodstvom Nadžija začela izvajati reforme za svobodne volitve in odpravo tajne policije. V radijskem govoru je Nadži napovedal, da bo Madžarska izstopila iz Varšavskega pakta. Hruščov ni bil zadovoljen z idejo, da bi Madžarska postala nevtralna in se s tem postavila proti sovjetskim interesom. 1. novembra 1956 so sovjetske enote vdrle v Madžarsko in 4. novembra ponovno vstopile v Budimpešto. Nadži je prosil Združene narode za podporo revolucije, a zahodne sile niso posredovale zaradi strahu pred globalnim spopadom s Sovjetsko zvezo. Madžari se niso mogli več bojevati proti številnim sovjetskim enotam in tankom. Ulični boji so se končali po 2 tednih. Ustanovljena je bila nova prosovjetska vlada pod vodstvom Janoša Kadžarja, medtem ko je bil Nadži ujet in kasneje leta 1958 usmrčen zaradi izdaje. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.